Živijo, dragi moji. Nisem se nikamor odpravil, ne pa ne. Kdorkoli se je ustrašil, da grem, se je zmotil. Ne mu rečem, da se je zmotil. Je pa res, da če smo rekli, da je novo galaktično leto, prihajajo seveda tudi na mojem področju do nekih sprememb, valjda. In te spremembe bodo zdaj take, da bo videl malo teh brezplačnih malo manj. Tisti, ki pa se boste naročili, pa boste imeli vsebin v bistvu več. Jaz enostavno sem se odločil, da imam novo službo, ker je novo galaktično leto, sem rekel, da začnem biti predavatelj in učitelj in pomočnik in še zdravilec, mi znate reči. Tako da vse sort. In sem vam ful hvaležen vsem vam, da se odzivate in da ste se odzvali. V kontekstu, da ste me pohvalili, moram reči, da mi te stvari dajo dodatnega zagona, motivacije, predvsem pa to, da se ne srečujem in se ne rabim ukvarjati z negativci, ker so opazili, da nekako nima smisla se z mano pregovarjati, ker dobi slej ko prej vsak neko svojo, bom rekel, klofuto. Včeraj smo imeli prvi live z malo drugačno muziko, mičkeno smo se, mogoče tudi nisem čist se vkomponiral, tako kot se ob nedeljah znam. Neke stvari so malo drugačne, ampak kljub vsemu smo imeli vsi možnost spoznati, kako se pojavi narcis in začne mešati štrene, pač delati kaos in tako. Zdaj mi je recimo crknila muska, ker je to zdaj čist primerno, da zdaj YouTube študira, ali je ta muska zadat ali ne. Želim vam povedati, pravzaprav smo imeli krasen prikaz, kako delujejo in kako delujete vi, Se pravi, brez agresije, brez žalitev in brez, bom rekel, negativizma, ki ga oni želijo. Vsekakor pa pokazati jasno mejo. Jasno mejo, kdaj je dost, kadar je dost, je dost. Jaz sem vam večkrat rekel, to so toksični ljudje in mi se moramo odstraniti od toksičnih ljudi. Sem pa vesel, da se v bistvu čas obrača, da ne bom se jaz nikamor odstranjeval, ampak bodo se toksični ljudje od mene odstranili. Jih bom odstranil, ker na tej zemlji smo mi gospodar. In ne bomo bežali pred narcisi, pred narcizmom, pred negativizmom in pred v bistvu tem zlobnim svetom. Ker naš svet je lep in lahko ga živimo predvsem za začetek v glavi. In ker se vse začne v glavi, je tam noter treba narediti eno dobro čistko. O tem sem jaz večkrat govoril že, da pazite, kaj poslušate, pazite, kaj jeste, pazite, Skratka, negativne misli ne. I ako vam želi narcis slabo, oziroma vas spraviti na obrate. To je bil moj včerajšnji live primer, sem pa danes zjutraj videl še eno vprašanje, neka gospa je najdla jazbeca, je rekla, da je steklin, da ima vse znake stekline, je umiral, je z njim bila do konca, nekako v umiranju je nekemu jazbecu pomagala. Rekla je, imajo znake stekline, kaj je zdaj s to steklino, ker se toliko govori, da je to pač virtualna stvar. No in se seveda pod tem njenim zapisom, ki je bil čisti lep, postavljajo vprašanje. In če bi jaz postavil tako vprašanje, se narcisi ne bi obešali, ker se ne upajo. Se pa je njej pojavil en narcis, pa je rekel, še en Facebook doktor, ki pravi, da ne vem, kaj ne obstaja steklina. In pač jo je užalil. On je pričakoval zdaj, kaj je pričakoval? A je dal kakšno rešitev na odgovor? Ne, v bistvu jo je užalil, ker to je njegov namen. In ta se je odzvala kako? Kaj bi bilo prav, pa kaj ni prav. Zdaj pravilni odziv je, da takemu človeku vidiš že takoj, da on ni ponujal rešitve, on se od ničemer ne sprašuje, kaj želi izzvati vašo reakcijo, kaj si ti model, nisem jaz Facebook doktor, jaz sem mater Božja, jaz sprašujem, kaj je s tabo narobe. Narcis je tudi točno to, da boste vi malo zmedeni, da boste malo našraufani, on je dobil pa pozornost, končno se nekdo o njem pogovarja, ker je toliko primitiven, da je njemu to dovolj, on je že s tem zadovoljen. In točno tak odziv je ta ženska dala v kontekstu, da je debil mater,
če ne vem, kaj je, pa sam sprašujem, pa dej odpelj sem iz takimi neumnostmi. Se pravi, odgovor je bil tudi zategnen. In narcis je dobil točno tisto, kar je hotel imeti. Evo. In tle bi vas jaz rad navadil, ne narcisu tega dati. Narcisa moš vprašati, ne, ga moš vprašati, jaz sem Facebook doktor, a ne, in ker imam možnost koga kaj vprašati, sprašujem in vidim, da si ti zelo razgledan, a ne, in imaš veze med svojimi prijatelji, zdravniki, veterinarji, tako da če si toliko prijazen, pa bi šel ti vprašati, če imaš to možnost. To bi bil boljši odgovor. Ker on ne bi zdaj mogel na to nič dodati in bi dal spet neko glupo vprašanje, bedasto, a ne, da bi spet iskal intrigo, se reče po naše, a ne, intrigo, kaj sem, nek zaplet. In v tem drugem zapletu mu je treba dati spet enako odgovor. Zdaj bom težko dal tak primer, se bom zdaj izmišljeval, ampak če vam dam pa mojega, ker meni, jaz izzivam te narcise, da ne bo pomote zaradi tega, da sam sebe kalim. Sem zelo vesel, da ker narcisu rečeš, ti si pa narcis, on ne ve, da on to, mislim, ti mu pokažeš vse lastnosti narcisa, ampak on sam sebe ne vidi v temu. Druga vidi, sebe pa ne. Oni so zelo primitivni, gledajo zelo v sebe in butasti so. No, skratka, meni pod enim takim izzivom, najraje grem kaj na delo, dnevnik, Slovenske novice, tam grem najraje poprcati. In mi en reče, ti si z Marsa, ne, ti si blesel, ti si z Marsa. In jaz njemu nazaj, ja, the best, hvala ti za odgovor. Jaz sem tudi študiral, da bi res mogel biti jaz iz enega drugega planeta, ker iz tega planeta zares nisem. Če je to normalno, pol to ni moj planet, ne. Tako da hvala ti za odgovor, za tvoje spoznanje, vidim, da si kar razgledan okrog tega, ne. In gotovo, Maša. In potem je napisal, ti si neumen. In jaz sem mu napisal, vse tako kaže, a ne. In dajte, prosim, tudi vi, narcisa se z agresijo ne boste rešili. Ali pa z iskanjem, z dokazovanjem. Narcisi hočejo neke dokaze. Sam jih ne zanimajo dokazi, oni iščejo konflikt. Ne njim dati hrane, negativizma in vrtenja v konfliktu. Mi ljudje imamo idejo, če imamo vprašanje, želimo odgovor, ne pa dodaten konflikt. Ne? In to je narcistična fora, ta konflikt. In ne dajte tam ljudem tega, kaj oni hočejo. Oni hočejo konflikt, pa vašo zmedenost. Evo, včeraj so me probali v live, me zdrsati, med drugim se pogovarjati, ne vem, kako so se imeli lepo, ne vem, tam 3 punce so se znajdle pogovarjati meni v chatu znotraj live-a. Mislim, ne vem, jaz delam live iz glave in meni so vse te stvari, so mi defokus, ne? In sej to ve, oni narcisi. In zdaj naslednjo nedeljo jih bo še več. Sam, kdo je lastnik mojega kanala? Imam vso pravico, motilce, odbrisati, a ne? In seveda oni pol to tretirajo, resnica boli pa, takoj pridejo na to, ampak ne, moje je moje in v mojem avtu jaz prdim, ti pa ne boš, a ne? Ali pa noben ne prdi v mojem avtu, ti pa zagotovo ne, če v tem avtu noben ne prdi. Karikiram, zmišljujem se, ne? Ali pa kadi, je vse šmoren. Tukaj so moje pravila, ker smo na mojem teritoriju. In na tej zemlji smo mi gospodar, ne narcisi. In mi se moramo zbildati tudi malenkost v to, bom rekel, nacionalno pripadnost. Nacionalno, zdaj smo pa Slovenci, ne, zdaj tega čist glih mešati. Smo Slovenci, seveda smo, so nam to slovenskost ukradli. Grozno hudo mi je, ker me muska, me heca, si vi morate misliti, kaj mi dela muska. Prav, jaz se ne bom dosti boril, pa bom dal eno drugo, ne. A če pustiti vseeno probam, ajde. Ne bo. Aha, mogoče pa vem, kaj je težava. Ma ni. Sekundico mi dajte, samo da najdem eno drugo, ker tole mi je too much. Too much mi je, mislim, kako musko dam čisto zato, da imam nek background od zadje, pa še tole ne more pelati. Ne, se zgleda mi že kompjuter ne dela več, prav jaz rečem, daj, YouTube, klikni se, no, sploh noče. Ej, ne bom se boril, nima smisla, tudi s narcisom se pač ne boriš, ko ti nekdo začne konflikt dogajati, se pač z njim ne boriš. Glejte, kakšne primere, vse se to v live zgodi. V live se zgodi zato, ker se mora, da imate en primer.
Tudi moja ena izmed nalog je, da vam pokažem v živo, kaj se v živo, da vidite, ker če bi vi to brali, kar bi vam jaz napisal, bi rekli, da se izmišljuje. Pa se ne. Glih zaradi tega so vsi ti moji posnetki od začetka do konca taki, ki so. Jaz ne znam ponoviti še enkrat enako določenih misli. Iz tega naslova bi vam tudi rad rekel, ne se razburjati v življenju ne razburjanja dvigovati. Ja? Narcisi želijo, da ste razburjeni. Meni recimo probajo uturiti take blesarije, da je za bruhati. Ne vem, pa bom magarkar povedal. Pri nas imamo že leta pravilo, da pač drva pospravim jaz. Pripeljajo nam tle 13 ton bukove hlodovine in nekdo jo mora pospraviti. Mislim, kužike, sorry. 13 kužike sem mogel dati, no, da so potrkale, moje tako potrkajo po vratih, veš. 13 ton hlodovine sem dobil sveže in sem jo v enem tednu jaz razrezal, razsekal in zložil v skladovnico, se lepo suši. Ker spim zunaj, si pa zakuram, pa vržem tisto poleno, pa tli celo noč, ne. No, in zdaj sem dobil očitek, da če mislim jaz vsa drva sežgati že pred zimo, ne, jaz smo pač to situacijo doma že, a ne, te učitelje narcizma. In zdaj mislim, zaradi enega polena je bilo treba dvigati telefon, pa dvigati pritisk, mislim, katera brez veze. S tem, da 13 ton ne skoči samo, ne. S tem, da pa so še stvari od zadaj. Hočem vam reči, narcis želi, da vi imate dvignen dekel, se rečem, da prideš v ta fazon, pa kaj, ne. In naša naloga pa je, da naš svet sanje ujamemo, kadar smo relax, kadar smo mirni, takrat pridejo ideje, misli, naša lastna zgodovina prihaja nazaj, spomini pridejo, krasne ideje in to se išče. Dokler se pa vi, če bi se jaz ukvarjal s tem polenom, zdaj z temi 6 poleni ali 8, kolikor sem jih skuril, ne, bi pa jaz vidim vso nepravičnost, kaj mi zdaj očitaš polena, pa se, mislim, a veš, in se lahko v tem uciklaš, namesto da bi se veselil, smejal in bil sproščen in miren, a ne? Zato jaz pravim, pride narcis, vam flikne nekaj v glavo in vi zdaj tu začnete pa mlinčkati pa rešvati pa nekaj. Z narcisom ne boste rešili nič, ker njegov namen ni rešitev, njegov namen je konflikt. Mamo, dajte se tega zavedati in dajte v tej smeri. Paziti na sebe, paziti na svojo vibracijo, ker vi jo rabite. Mi smo tisti, ki s to energijo operiramo. Pa da vam povem eno stvar. Mi v bistvu energijo niti ne, da jo imamo, mi smo priklopljeni na njo preko uma, pa gremo do nje. Je v bistvu nam bremza, predvsem, kjer se ego začne, ne. In mi, ki smo priklopljeni na ver, takrat pretakamo. Mi pretakamo neskončno atomsko energijo, jaz to imenujem, ali ljubezen, ker ljubezen je v bistvu eter, veter in tudi tam je naš dušni svet doma in od tam izvira vsa moč. Skrivnostna moč, odkot izvira, ne, to niso moje besede, to so drugi nam tudi probali povedati, na drugačen način. Jaz imam pač govorno stvar, nekateri so pa to zapeli, nekateri narisali, nekateri pa knjige pisali. Zdaj pač sem čas je tak, da lahko dobimo to na tak način. Me veseli, da zdaj niti ena oddaja v življenju, ne na televiziji, ne na YouTubih ni delala teh stvari na tak način, kakor vam jih jaz podajam. Tako da mi je všeč, sem na nek način unikaten. No in da končam. Kdor je priklopljen na izvor, je močnejši in vplivnejši kot milijon tistih, ki niso. Se zastopimo? Vaša sila, ki jo želimo zbuditi vsi v nas, vaša sila premaga milijon. Premaga. S pestjo nikogar. Mi ljudje nismo agresivni in nismo nasilni. To je stvar narcisov, to je stvar tega satanskega pristopa. In mi smo močnejši v umu, v razumevanju, v empatiji, smo močnejši v besedah, v odločitvah, smo močnejši v tem, da izberemo svojo pot in ne ubogamo vsakega pajaca, ki bo rekel, daj masko gor, ker je virus.
Mi imamo svojo zdravo pamet, ne bo več zdrava kmečka pamet, ampak bo zdrava kekčeva pamet, ZKP, ker kekec je rekel, čakaj, ali je tole zame dobro, da ali ne. Pa mu je rekel, lahko 1000 ljudi tole pojej, kekec je zmeraj rekel, ne, jaz tega ne bom, imam možnost izbire. In možnost izbire je v bistvu tista stvar, ki je za planet Zemlja pravzaprav najbolj unikatna. In iz tega naslova se reptilska zgodba ni rabila prav pretirano truditi, ker nas si hitro zavedel, pa še oni niso bili krivi, ker se je človek zmeri sam odločil, ali bo sodeloval z zlom, ali bo moralno delal iz moralnega vzgiba ven. Če nekaj ni prav, nekaj ni prav. Ne morem en reči, ja dej še ti kradi, saj vsi kradejo. Jaz ne bom kradel na tak način, kradel ne bom, raj nimam nič, kakor da komu kaj ukradem. In tudi Janis Joplin je rekla, da šele kadar nimaš nič, to je tista prava, temu se reče v bistvu svoboda. Freedom is another word for nothing left to lose. Nimaš kaj izgubiti. Zakaj nimaš kaj izgubiti? Zato, ker nisi na nič navezan. Nisi na nič navezan, zaradi tega, ker nič na svetu ni tvoje. Vse je naše. In bi moralo tako tudi biti. In če smo iskreni, zrak greste lahko še zmer dihati, lepote sonca in vsake cvetlice so še vedno džabe. Sreča se ne prinese, ampak se jo naredi znotraj sebe, če znaš videti skozi take oči. Ne? In naše je naše in to naše nam je nekdo fejst posral. Pa naj si bo voda, pa naj si bo hrana, pa naj si bo radio, televizija, frekvence, simo tamo. Čas je, da si te stvari vzamemo nazaj, ker so naše, ker na tej zemlji smo mi gospodar. Kdo mi? Slovani, mi ljudje z dušo in srcem, mi, ki smo prišli v raj. Raj so nam vzeli, ne, in ga preko goljufive kače in po, ne vem zdaj koliko, 6000 ali 26 000 letih se pač mi prevzemamo ljudje moč nazaj. Power to the people. To moč, ti jaz mojo, ti svojo, ti svojo, ti svojo. Skupaj smo pa vsi eno in smo nepremagljiv steber, ki se ga ne da ubiti. Zaradi tega so nas delili, deli in vladaj. Turšiča v Cerknico, Marjetko v Velenje, Jožeta v Koper in tako so nas razdelili te prave čiste duše. Ker če bi mi vedeli, kdo pašemo skupaj, bi že kdaj prišli skupaj. Zaradi tega pa delamo piknik, da malo smo se navohali, zdaj pa se pejmo mi na piknik, pa da se dobimo skupaj, da se še zavibriramo, da se še tle prefiltriramo do konca, s kom bomo naprej, pa s kom bomo malo manj. A ne? In mi smo tisti, ki bomo gonili naprej novi svet. Kdo pa drug? Do zdaj so ga narcisi, zdaj pa tega dost, zdaj pa je čas, da te stvari prevzamejo v roke ljudje. Ljudje, vsak na svojem področju. Eden zna to, eden to, skupaj smo celota. Ne? Samo moramo priti skupaj. Kdo nas bo povezal? Trump? A Putin? Ne, on nam sam daje informacije, pravzaprav, informacije, na kaj je treba biti pozoren, da se ljudje končno združimo. In dokler ne bomo združeni, ne bomo funkcionirali pravilno, ker mi delujemo kot celota. Mi nismo samotari, kot celota smo pravi. Samota nas pa v bistvu zgradi, da smo in noter imamo to integriteto oziroma stoično držo. Toliko si želim vam dati glasbico. Prav še enkrat jo bom probal. Prav še enkrat bom probal, če mi rata dati malo muzikice, zato ker ona so zdravila. Veste, tudi vi si dajte tako muske, kar kaj vam bo prav prišlo. Mislim, paš ambientalna glasba, sploh če je zdravilna. Connect tudi internet. Ja, interneta nimam, jaz seveda pa ne morejo stvari delati. Dobro, pa nič, pa ni interneta, evo, ja. Pa naj bo tako, a ne. Moraš verjeti. Če človek začne kaj delati za zares, pa pridejo motilci, pa internet se skine, pa ne vem kaj. Ampak to nas ne ustavi, nima veze. No in ta naša notranja integriteta je v bistvu tako unikatna, kakor je unikatno naše življenje, naše izkušnje in naš biti. In temu rečemo prstni odtis. Ampak prstni odtis, če ga pogledaš od blizu,
je precej podoben kakor od drevesa, ki ga odrežeš, pa so noter letnice. Če bi rekel, ta odtis pa je tudi unikaten, dva nista enaka, tako tudi naše osebnosti in notranje integritete niso iste. Gre samo za to, da stoično zagovarjaš to, kdo in kaj si. Kdo si? Zdaj pa je pa tako. I am. Jaz sem. Torej čutim prisotnost. Ja, drži. To je ta zemeljski del. Drugi del pravi, jaz čutim. To je druga čakra. Pravi, jaz čutim stvari. To je tam v spodnjem delu trebuha. Tretja je I do. Torej nekaj delam. Sem, čutim in delam. Delam pizdarijo. To imajo narcisi, ne. Oni delajo sam štalo, oni rečejo, se dela nekaj, se dela. Dela se prljava igra organizacije švohotnežev, ki je držala močne duše pod kontrolo. Ampak delati pomeni, kekec ni bil nikoli, lenuh, ampak je bil pa zmer dogodivščine. Pa kruh speč, pa jo pa tam ne moram še narisati do konca, jo pa še tam ne moram usko posnet. Je biznisa ful. In boste videli tisti ljudje, ki so malo odpičeni, ki so posebni, ki so samotari, oni so skozi zaposleni s takimi, bi človek rekel, čist nepomembnimi stvarmi. Vendar so za njega pomembne. In ker so za njega pomembne, so najpomembnejše. In kdo na svetu obstaja, ima pravico, da reče, dej, to pa je pa brez veze, kar počneš, si ne boš nič zaslužil od tega. Ne vem, meni se zdi smiselno delati te kanale. Meni se zdi smiselno, zaradi tega, ker sem pomagal mnogo ljudem malo naprej, ali pa v smer, ali pa dodati neko motivacijo, da ljudje niso sami. Ker ljudje smo bili izolirani od vseh. Vam bom še eno prebral, če me le najdu, če se mi ni, se mi je že zbrisalo tudi tle. Skratka, I am, sem, čutim in delam, ustvarjam, kreiram, In naslednja stvar je ljubim. Ja, ljubim. Zdaj to smo mi zabrklali, pa smo delali ljubim Mojco, Špelco, Angelco in pa Petro, pa to ni res. Ljubim stvari, ljubim življenje, ljubim kompletno, ljubim piš vetra, ljubim sončni žarek, ljubim cvetlico in ljubim življenje kot tako. In to je ta ljubezen in ne ljubim tisto, kar delam. Jaz sem imel srečo v življenju, ker sem bil avdioinženir, pa sem imel možnost lepe stvari početi, lepe stvari. Mislim, delal sem koncerte, res nisem trpel, ker sem poslušal dober koncert. Seveda v zakup sem pa vzel, da bi treba zvočnike prpelati, jih postaviti, zvezati, narediti koncert, pa še vse to pospraviti, ki je bila 5:00 zjutraj, ko ste vsi pijani že spali doma, sem jaz še zmer tiste kište vlačil sem pa kaj. Ampak vmes je bil vredno tistih par ur, kjer sem jaz dobil mnoge radosti, ki jih najbrž ne more razumeti nihče, kakor samo jaz. Ker sem se igral s frekvencami, pa sem se igral s glasnostmi, pa sem se igral sem se, ampak v bistvu sem opravil delo, da tisto, kar je bilo slišano, je bilo tako, kot sem si jaz želel. In če je bilo meni všeč, potem je bilo verjetno všeč še komu. Tle sem pa dostikrat rabil neko potrditev, a je to, kar delam v redu, ne mi kdo pove, tebi tudi v redu, a tebi tudi v redu, ok, se pravi, smo v redu. Nisem dobil takrat takih feedbackov, zdaj pa jih. Zaradi tega sem tudi toliko pogumen, pa se upam še govoriti, pa še bom, ni panike. Ker dobim feedback, povratno informacijo in je to zelo pomembno v vseh dejavnostih, ki jih počnete, da vam nekdo reče, bravo, lepo pišeš, wow, lepo si se štrikala. To ti gre pa tebi dobro, krasne zapise delaš. In dajte drugega spodbujati. Če vidite dober zapis, rečete bravo. Ker ta človek išče potrditev, ali je naredil dobro ali ne. Narcis ni tak. Narcis bi želel, da mu takoj rečeš, da je the best, čeprav je naredil drek. Narcis ne zna narediti. In tako boste opazili v glasbi, koliko je enega šrota, to vse je sam copy-paste, mislim, samo kopiranje, originala ni. Zdaj Narcis misli, kako je dober, ko ima umetne trepalnice, pa umetne joške in se mi dere tam z odra na podlago iz CD-ja, ki je studio narejena, ona čist skvečeno poje out. A sem bila dobra, dajte ploskati, kje so roke, kje so roke za poj,
pa ti bo pa še kdo tudi zaploskal, ne? Ampak tole ni, ne. Če nisi dobila aplavza, pol najbrž ni. Ne me silt, ne ti ploskam in da narcisi prav tako funkcionirajo. Joj. Skratka, vse, kar iz ljubezni ven prihaja, ne more biti narobe. Ja? Narcis ne dela iz ljubezni ven. Tako da že tle boste hitro opazili, ne si bo v zapisih, ker radi pač štrcamo in beremo in tako, ne. Naslednja stvar, ki pride ven, je I speak. Jaz govorim, to je grlena čakra in tle imamo mi največjo, mislim, da ima človeštvo tukaj s to grleno čakro največjo težavo. Govoriti, spregovoriti. Spregovoriti, kaj je prav. Spregovori. Če so zdravniki te posiljevali s cepivom, so za na špago, se zastopimo. To se nisem jaz spomnil, ampak povem pa lahko. Bodimo iskreni, da kaj jaz tle komu to, jaz se nadržim nazaj, pa rečem, doktor je na špago, kaj je zdaj? Joj, Turšič, ne moštko, kaj pa je? Kaj je? Ti imaš grleno čakro poškodovano, ne jaz. Govorite resnico, ni narobe. Je pa pogumno dejanje, ne? Se pravi, je znotraj govoriti tudi biti pogumen. Ne? In se zavedati, da imaš prav in da živiš v svetu iluzornih, navideznih ljudi, ki dajo neko premoč. In ne morejo oni te preč, daj pa nehaj govoriti, preveč govoriš, Turšič. Pa kakšen preveč govorim? A čem biti tih? Vi ste tih, ki vam rečem, pedofilija je vse okrog. Jaz tu se pa ne bom poglabljal, nič ne vem. Grlena čakra, kaj je z njo? Poškodovana, totalno, ne? Ne totalno, tam je še kaj drugega poškodovano. Tle I speak, se pravi, jaz spregovorim, rad bi vas spodbudil, govorite resnico, kar je res, je res. Bodite glasni, bodite glasniki, glasni glasniki resnice. Če morajo na špago, morajo na špago. Mi nismo vedeli pred enim letom, da bo stvar tako gromozansko velika. Mi nismo vedeli, da bodo tudi ravnatelji vsi stopili pred sodišče, da bodo vsi zdravstveniki se mogli na nek način zagovarjati. In zdaj pridemo do točke, pa se niso vedeli, kaj delajo. Dragi moji, ne me zezati, ljudje imajo minimalne plače, zastopaš, ko mi grejo z meseca v mesec, tle pa pade 3 ure v žepa zastopaš, zdaj pa mi bo nekdo rekel, da ne ve, zakaj je dobil 3 ure. Ker zraven je rekel še sem tišina. Ne? Se pravi, tišina, grlena čakra ne gre skupaj. Ne? In Satan je tu točno vedel, da tišina, ne, vsaj po resnici ne. Laž pa kar pojmo, punim. Tako da bomo mogli nehati opravičevati, saj ne vejo, veš, pa saj malo so stari pa tako. Ne, zlobni so pa vejo, kaj počnejo. Ja? Pa morajo početi, ker ubogajo navodila. Žal. Jaz sem 100-krat že rekel, vsak ima možnost izberite, katero stran zgodovine boste zavzemali. Jaz vem, katero bom in jo tudi zagovarjam in o njej glasno govorim. In govorim zaradi tega, ker želim, da nas je ful, da se spoznamo ta prav čas. Ker tisti, ki bodo šli predaleč v svojih stvareh, bodo šli pač predaleč. Ta predaleč smatram, da si bodo ljudje sami jemali življenja. Tako vidim, da ne bo treba nobenega pospraviti, ker so tako studna dejanja zadaj, da ne bo upal tisti, ki jih je počel več nikoli nikomur pogledati v oči in se ne bo mogel srečati s samim sabo. Eto. Tako da ja, precej nora situacija je. Ja. Ok, se pravi, še enkrat, zdaj vam naštevam čakre od spodaj navzgor. Prva je I am, torej sem. Druga je čutim. Mislim, I am, obstajam, evo me, obstajam. Pol pa sem lahko glih tako kot tale flaša. Sem in to je to. Ne? Ampak jaz še čutim. Jaz tudi delam, ustvarjam, kreiram, ljubim, govorim, vidim stvari. Jaz vidim, kdo je narcis, pa kdo ni narcis. Jaz vidim, kakšna je zgodba na tem svetu. Zaradi tega, ker sem pač neke informacije rabil in ker sem pozoren, sem vam dostikrat rekel awareness, boste pozorni na ljudi in ker ste pozorni, boste opazili, boste slišali, boste razumeli, zakaj se drugi tako obnašajo in govorijo. In čisto zadnja, se pravi, sva rekla, govorim, vidim in razumem. Vem. Vem pomeni, da vem, ker sem in čutim in ljubim in vem, kaj je prav. Eto.
Zdaj, vse te čakre morajo, mislim, ne moreš reči, da ljubim, ampak ne ustvarjam, ker ne čutim nič, ker sem narcis, ampak vem pa vse. Kaj veš? Veš, imaš doktorat, diplomat, jaz ne vem, kaj še vse imaš, ampak ti si naučen, indoktriniran doktor, ki ti bo težko odšraufati nazaj. Več indoktrinacije, se pravi, več šole je več indoktrinacije. In ti ljudje, ki imajo več indoktrinacije, bodo težje zradirali svoje znanje in rekli, to vse, kar vem, je narobe in grem tisto, kaj je prav, ker tako, ima sem končano osnovno šolo ali pa 3-letni program, on se bo rabo čist malo doktrinirati. Pa je bo takoj, ne se pravi, manj je več, tako da neuki ljudje, bom rekel, neuki v smislu niso skozi šolo, takrat, ki je bil čas, niso bili, bom rekel, sfokusirani dovolj, da bi naredili neko izobrazbo večjo, v bistvu so zdaj v prednosti, ne? Se pa niso mogli izobrazbe narediti zaradi tega, ker niso pasali v ta sistem, že v štartu. Tako da, mogoče tistim, ki nimate visoke izobrazbe, bodite veseli, ste malo manj indoktrinirani, hvala Bogu, in boste šli lažje skozi prehod. Vsekakor pa sem dal precej nasvetov skozi te v zadnjih 3 mesecih, kjer se da ugotoviti, kaj je bistveno, da imate poštimano, da lahko goltate ta prehod, v katerem se nahajamo že prav celo leto, ne? Ali pa bom rekel, ja, od pomladi dalje, celo leto že, ja. Dajte ta prehod uživati, kolikor se da, ker mirnost pa sproščenost, mislim, pazi, ko boste šli naprej, vas bo srečala milost pa blaženost. Ti občutki jih nočete zamenjati za nič na svetu. Nikoli več. In za njih ste si pripravljeni postaviti zase in reči, majster narcisovski, odpiči se mi, jaz sem tle eno bolj pomembno stvar začuvati. To je moj notranji mir in blaženost in milost in vse prežimajoča brezpogojna ljubezen. Ja, jaz sem mislil, da bom naredil malo krajši video, pol pa takolele, net mi vzamejo, narcisi me probajo zmesti na milijon načinov, tudi vas. Jaz nisem lahka žrtev, verjamem, ampak se borijo, kalevi se borijo, ampak ne gre, in kar še kdorkoli ima, more than welcome, pridi v igralnico, bova rešila stvari. Ne bodite zlobni, ne bodite nasilni, to so narcisovi, to so ideje narcisov, ne bodite motilci, to so oni. Ne se pustiti sprovocirati, postavite se zase, ker ko boste vi postavili integriteto, vas bo univerz dal na preizkušnjo. Kaj pa zdaj? In vi boste morali ostajati integriteta, ne past pod tem. In vsi smo na preizkušnjah. Tudi jaz vam kažem in razlagam. Tako da, ne se pustiti zmesti, če vam takole internet vam pade, ne se zmesti, če vam nekdo očita, da ste zakurili 2 polena preveč, ker je še poletje, ne? Ne se pustiti zmesti, če vam nekdo vi imate nek plan, kako biste preživeli kreativno dan, pa se pa pojavi nekdo, a bi šel ti z mano se kopati, kele gor. Zdaj, vi morate dati navago, super je, go with the flow je ena, druga je pa prioritetni plan, prioritetna lista vaša. Prioriteta ni pomiti posodo pa posesati po tleh, to ni prioriteta. Če pa imam jaz za narediti video, kjer jaz pač dajem vam stvari, to pa je prioriteta. Lahko rečem, greva se kopati, ampak čez 1 uro se vrneš nazaj. Ne, pa se mudi pa to, pa ne grem. Ne, pa kaj ne bi šel zdaj? Majster, sem ti lepo povedal, jaz rabim 1 uro, če češ, ja, če ne, ne. Sem zato, da greva, sem pripravljen marsikaj, ampak najprej boš poslušal, če me spoštuješ, potem boš spoštoval, to je 1 uro. Če pa me ne spoštuješ, boš pa probal vse narediti, da me odpelješ. To delajo narcisi, trikov je milijon, bodite pozorni. Vse tisto, kar ste vi, kar je del vas, tisto je pravilno. Ga ni nekoga, ki bo rekel, kaj mora biti, ne? In mi teoretiki zarote. Nürnberško sodišče pravi, prisilno dajanje zdravil proti volji človeka je zločin proti človeštvu. Kazen za zločin proti človeštvu je špaga. Ja, nisem se jaz spomnil. In mi smo bili prisiljeni na 1001 način. Kdor je rekel ne, ne glede na to, kako je bil označen.
A ste imeli prav? Prav ste imeli. In to je bil vam največji preizkus in imate prav. Tisto, kar je tle not, tisto je prav. Ja, držite se ga. Držite se vi na celem področju, na celem nivoju. In tale video je za vse ljudi, za mojo plačo pa pride popoldne, pa še eden. A je prav. Imejte se prečudovito, rad vas imam, ljubljeni ste, ljubite tudi vi sami sebe. Hidrirajte se, pejte na travo, pejte na sončka in se ne mazati sončno kremo, pa sončno očala tudi dol vršte. A je prav. Držite se, lepo se imejte, se vidimo. Čau.